pokažem, kako lahko svojim videoposnetkom v YouTubeu dodate podnapise, to zdravo slovenske podnapise. Zdaj, kaj je dodana vrednost? Tukaj lahko vidite, dodana vrednost je to, da lahko vaši udeleženci, oziroma sledilci, oziroma kdorkoli že gleda vaše videe, lahko gledajo podnapise, ne da bi rabili poslušati zadevo na glas. Druga dodana vrednost je pa to, da lahko te podnapise v bistvu uporabimo za to, da dobimo tekste za naše promocijske objave, za blog, za objave na socialnih omrežjih in podobno. Tako da, evo, bom pokazala, to se pravi, prva stvar, ki jo naredimo, je torej, da gremo na naš YouTube kanal in odpremo tukaj upravljanje videoposnetkov. Ok, zdaj bom jaz to pokazala pri enem od posnetkov, ki še vem, da nima podnapisov, potem bomo pa delali na enem konkretnem primeru. Skratka, gremo v ta video, za katerega želimo podnapise, pa mimogrede video ni nujno, da je javen, deluje tudi na neobjavljenih posnetkih, kar pomeni, da recimo lahko načeloma posnamete karkoli, naložite gor, date kot neobjavljeno, torej da ni vidno javno in iz tega dobite podnapise. Skratka, tukaj na levi strani, ko smo v posnetku, v urejanju posnetka, gremo tukaj pod podnapisi. In prva stvar, ki bo vprašal vedno, jaz imam sicer tukaj vedno obkljukano, da ne bo to jezik, ki bo vedno prevzet za moj kanal, ampak v resnici zadeva ne funkcionira, tako da moram vedno nastaviti tukaj jezik. Torej, izberemo slovenščino, pa bodimo pazljivi, ker je čisto zraven tudi ta slovaščina. Torej, slovenščina in dam potrdi. Tukaj sicer piše slovenščina samodejni podnapisi, pa piše ne izpolnjujem pogojev, oziroma tukaj pač ta naslov, ampak če kliknemo gor na tale svinčniček, bomo videli, da so se podnapisi v bistvu ustvarjali. Zdaj, načeloma nimajo nobenih velikih začetnic, pa pik, pa tako naprej, tako da če želimo, gremo lahko čez to zadevo. Je pa tako, skratka, samo popravljamo. Ok, torej imamo, recimo, skratka, na tak način. Tudi, če vidimo, načeloma je zelo dober prevod, zelo dobra transkripcija narejena, lahko pa se vzamemo čas, pa gremo čez celo zadevo. Skratka, vse, kar rabimo tukaj narediti, je objavi. Tako da tukaj zdaj vidimo jezik videoposnetka objavljeno in zdaj recimo, da si mi tale posnetek pogledamo v YouTube, bi načeloma moral imeti podnapise. Tukaj lahko zdaj vidimo, tudi tam popravek se je naredil. Če slučajno podnapisov ne vidite, samo tukaj je treba vklopiti podnapisi. Načeloma, če jaz kaj prav vem, bi se tole lahko dal tudi prevajati. Podnapisi. Samodejni prevod, recimo v angleščino. Da vidimo, kaj bomo naredili. Ja, dejansko tudi zelo super naredi zadevo. Ampak mi jo želimo imeti v slovenščini. Tako da bomo dali slovenščina in je to to. Zdaj smo pa pogledali, kako pa v bistvu, kaj zdaj lahko pa s tem tekstom si pomagamo, če urejamo v Skripalu zadeve oziroma kako lahko dobimo ven lep tekst in tako naprej.